Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo govorili o potlačenih čustvih. Pa boste mogoče rekli, pa sej o tem smo že govorili. Ja, govorili smo že, ampak dejstvo je, da se, a veste, jaz gledam to podzavestko kot plast za plastjo, ki se enostavno odstira oziroma kot neke tančice, ki jih dajemo stran in dejansko so to koprine, ki jih imamo čez svojo zavest oziroma čez zavedanje, čez oči, čez čakro tretjega očesa in zmerom bolj kristalno vidimo resnico. No, zakaj snemam tale video? V glavnem poklicala me je ena gospa, danes sva govorili in pa na koncu koncev vsak ima v svoji družini kakšno stvar za predelati. Jaz mislim, da ga ni človeka, ki ne bi imel kakšen pač mehen bolj intenziven odnos. No in zdaj tele energije so zanimive. Bila je polna luna, pa še mrk, pa še retrogradni Merkur in zdaj tisti, ki nič ne date na to, rečete, ja, fantazija. Ampak dejstvo je, da vse te zadeve zmečejo ven na plan tisto, kar se tako trudimo, da bi bilo skrito, ker se s tem ne ukvarjamo, ker je tisoč stvari, da se zamotimo, ker to so čustva, ki bolijo. No in v glavnem, nekako jaz zdaj samo opažam, da smo povezani, da zdaj predelujemo energije, ki so povezane preko popkovine. In zdaj v bistvu s kom smo povezani preko popkovine? Sigurno s svojimi starši, predvsem z mamo. In to je en tak najbolj intenziven odnos, ki ga je treba predelati. Na drugi strani smo pa preko popkovine povezane s svojimi otroki. No in dejstvo je, da tudi moški, da ne o tem mislim, ravno tako je preko popkovine vaš otrok povezan z vami, a ne preko popkovne čakre. In zdaj se v bistvu čistijo tiste najbolj odvisne oziroma najbolj težke energije. No in zdaj, če pogledamo vse to, kar je povezano s popkovno čakro, je povezano s tem, ko nas zvije v želodcu, ko enostavno nam gre na bruhanje, ko enostavno ali nimamo apetita ali pa imamo prevelik apetit. V glavnem vse je povezano s tem, s to energijo življenja. No in danes, ko sem govorila s to gospo, je rekla, da ima hčerko, ki je po parih, vedno, ko ima propadlo vezo, pride domov. In vedno, ko ji propade njena veza, obtožuje starše, da sta one dva, predvsem mama, kriva za to, ker je bilo pač nesrečno otroštvo. Zdaj na koncu koncev vsak ima kakšno travmo iz otroštva, ne? In dejstvo je, da je zdaj mama kriva za vse njeno trpljenje. No, jaz verjamem v to, da vsaka duša si izbere točno ta prave starše. Točno tiste, ki jih potrebujemo. No in te točno ta pravi starši so namenjeni za to, da bomo predelali tisto, kar smo se kot duša odločili, da bomo predelali. Recimo, ne vem, če imate kritično mamo, je velika verjetnost, da vi kot duša predelujete samovrednost ali pa potrebo tega, da vi kritizirate, pa da je zdaj čas, da stopite na drugo stran, na stran ljubezni. Zdaj po drugi strani, recimo, včeraj sem gledala do konca, v 2 delih sem pogledala film Judy. Priporočam, bil je v soboto na Pop TV, res priporočam, oglejte si ga. V glavnem, to je resnična zgodba Judy Garner, zdaj ne me držati za besedo, ampak v glavnem punčke, ali pa to je že pol odrasla dama, ki je igrala Dorotejo, čarovnik iz Oza. V glavnem, ta Doroteja, naredili so cel biznis iz njenega življenja, začela je nastopati, ko je bila stara 2 leti in postala dobesedno ujetnica Hollywooda. Ta njen producent, režiser, v glavnem jo je znal na občutke krivde, kako bi ona morala biti hvaležna, da lahko sploh dela, peljal skozi celo njeno mladost. Želela se je družiti z otroki, želela je biti normalen otrok, ampak enostavno so jo zlorabili. In en stavek, ki je noter v filmu je: tvoj oče je pedar, tvoja mati te je rodila v prtljažniku, bod srečna, da nekdo skrbi za tebe. No in je postala dobesedno sužnja tega, da je služila kruh, se pravi denar, nekomu drugemu.
In potem je tako močno hrepenila po ljubezni, po družini, da se je 5-krat poročila. In vsakič naletela na še večjega kretena, ker v bistvu na koncu reže torto, pa je rekla, zdaj je pa ne bom več rezala, vsakič, ko režem torto, se z nekom poročim. In v glavnem, na koncu cela zgodba nam pokaže, kaj se zgodi s človekom, ki tako hrepeni po tem, da bi bil ljubljen, da bi bil sprejet, in na koncu samo še rani okrog sebe in bežala je v svet omame. Ko ni mogla spati, so ji ponudili tabletke in potem je postala odvisna od tablet za spanje in imela je velike težave z alkoholizmom. Res priporočam, ker film je ganljiv, danes ne bom tako ponavljala, ker sem že hčerkam razlagala, pa sem vsakič jokala zraven. In res, zdaj pa če pogledamo zgodbe, ki jih imamo vsak izmed nas, lahko zbežimo pred temi svojimi čustvi, pa se z nečem zadanemo. In pristanemo nekje, kjer v osnovi nočemo biti, ampak bolečina je tako močna, da enostavno ne moremo iz tega ven. Ali pa po drugi strani se enostavno lotimo tudi tistega, kar najbolj boli, in zdaj le ta čas je povezan s tem, da meče ven tista čustva, ki so ostala nekje pokopana, zakopana, s katerimi se ni varno ukvarjati. No, pa vam bom povedala še eno zgodbo. Se pravi, 6 let nazaj sem se odselila, 25 let sem živela skupaj z bivšim možem in pač 3 otroci in na zunaj idealna družina. In veste, ko je zakon umrl, smo nekaj časa še pač se delali, da je normalno, Ta srednja hčerka je še imela birmo in smo se še tam slikali in tako naprej. In čez 14 dni po tej birmi sem jaz odšla, ker nisem več zmogla. Zdaj pa jaz odšla. Seveda sem odšla, ker tam ni bilo nič mojega, ker sem živela v hiši moževih staršev. In normalno je bilo, da sem jaz odšla. Zdaj, kaj se je zgodilo? Seveda, hčerkam sem uničila dom. In ta velike 2 hčerki sta to predelali, ta velika je že takoj padla v tisto jezo in sva imeli kar burno obdobje. Potem ta srednja hčerka je nekje 2 leti, 3 leta nazaj to predelala in takrat, ko je imela tisto jezo, sovraštvo do mene, tudi ni dovolila, da bi jo objela, da bi jo stisnila k sebi. Ampak ta mala hčerka je pa vse skupaj potlačila. In že od takrat, in zato jaz mislim, zdaj razmišljam, kako bi lahko jaz naredila drugače in mogoče, če ste vi v takem obdobju, poiščite si strokovno pomoč. Dajte peljati otroka nekam, kjer lahko govori o svojih čustvih, ker boste otroku pomagali. No in kaj se je zgodilo s ta malo hčerko? Ona v bistvu takrat je rekla, pa saj noben ni umrl, saj bomo že. V bistvu je nekako hotela mene zaščititi, zaradi tega, ker je bilo že tako, res je bilo težko, In nikdar ni dala teh čustev ven. No, pa se je pa začelo dogajati, da je začela bruhati brez razloga. V bistvu zjutraj je postalo slabo in ni šla v šolo tisti dan, enostavno je bruhala. No in po pol leta sem ji kupila kužka, našega Tobija, in potem, ko je Tobi prišel v hiši, nekako to ljubezen ali pa to energijo preusmerila in je nehala bruhati. Ampak čustva so pa še vedno ostala. Še vedno so ostala nekje potlačena in zdaj smo prišli do točke, da bom pač morala poiskati stalen dom nad glavo, streho nad glavo, da ne bom več v najemu. In so se v bistvu v njej spet zbudila ista čustva, ki jih je pred 6 leti potlačila. Se pravi, spet ruši se nam dom, ruši se nam tista stabilnost, utečenost, na koncu ona ve, da ima tukaj okrog ima prijatelje, kaj pa zdaj in tako naprej. In to vse vpliva na čustveno stanje. In zdaj nekaj časa imamo močno, pač intenziven odnos in ravno včeraj sem ji enostavno rekla, vidim, da te moti moja prisotnost na 2 metra, da se ti približam, enostavno se zgodi nekaj na ta način. In zdaj pogledajte, to je dober stavek, tudi mogoče za vas. Če je kakšen odnos bolj intenziven,
Vi lahko opisujete to kot stanje vremena. Vidim, da te moti moja prisotnost. Vidim, da imaš naporen dan. Vidim, da te nekaj moti. Ta beseda je zakon. Preberite knjigo Otroci so iz nebes in drugo knjigo Kako se pogovarjamo z otroki in kako jih poslušamo. Tudi če imate težave z odraslimi ljudmi in da nekako ne najdete komunikacije, preberite te dve knjigi, ker sta res zlata vredne. No in v glavnem sva se potem pogovarjali. In sva prišli dejansko do zaključka, da je to v bistvu so še ena čustva, ki so ostala in je v osnovi jeza na mene, mogoče celo sovraštvo do mene, ker sem zrušila dom. Pa bi bila jaz lahko zdaj žrtev, pa bi rekla, jaz nisem nič kriva, sem jaz mogla iti in tako naprej. Ampak ne, če se v njeno vlogo postavim, otrok si želi stabilnega doma, nič drugega. In zdaj, če tega ne počistite, zdaj spet kako počistiti, zdravilna molitev dekodiranja, če tega ne počistite in lahko tudi za otroka izvajate zdravilno molitev dekodiranja, dejansko gre se za to, da z molitvijo lahko vplivate na to, da sčistite energijske tokove. No pa če gledamo naprej. Zadnjič sem govorila z eno gospo, ki je pa rekla, da njena vnukinja, tudi odkar sta se starša ločila, ne prenese nobenega dotika, nobenega objema, enostavno odriva vse od sebe. In ji želijo dobro, jo želijo zaščititi, ampak ona je jezna. Zdaj, kaj v teh primerih narediti? Ja, se pravi, naj se sčistijo vseh smerih časa in prostora, vse zavedne in nezavedne kode date ime noter duše tega človeka, ki so povezane, ne vem, z jezo na mene. Zdaj pa pojdimo naprej, ker mogoče je pa ta jeza povezana iz nekega drugega filma, drugega življenja in je ta dušica točno vedela, da če se bo rodila vam, bo lahko predelala ta temeljna čustva. Zdaj vsega ne bom razlagala, ampak ja, z mojo hčerko se poznava še iz enega drugega filma in v tistem življenju smo bili ravno tako mi trije povezani, se pravi njen oče, moj bivši mož, jaz in ona, in zaradi nekih mojih potez je bila takrat obživljenje. Vidite? Vse je prepleteno, verjemite mi. Vse je prepleteno, tudi mogoče, če ne verjamete v te zadeve, vse je prepleteno. Veste, to je tapiserija časa in se vse med sabo prepleta in vsaka stvar ima svoj zato in svoj vzrok in svojo posledico in vse je prav. Predvsem to, vse je prav. No, zdaj pa, če pa grem na to gospo, ki pa govorila, da njena hčerka, že odrasla, jo komandira, jo šofira, enostavno jo obtožuje. Predvsem gre se za to, da najprej počistimo svojo jezo, ali pa svojo zamero, ali pa svojo žalost. Preverite z mišičnim testom, ker zdaj se tudi žalost naplavlja. In ta potlačena žalost, enostavno jo nosiš, pa si utožen, pa imaš občutek, da nekaj ni. Ampak tisto, kar ni, dajte si priznati, kaj ni, kaj je tisto, kaj občutite. No pa naprej sem pa govorila še z eno drugo gospo, ta gospa ima pa sestro, ki jo drži pod pokrovom. Pa zdaj ne misli, da je noter v enem kotlu, kot neka mojca pokraculja zaprta in da noter ždi, ampak energijsko. Energijsko ta njena sestra vse komandira in tako naprej. In točno vem, da ko se bo ta druga sestra postavila za sebe, bo plaz očitkov. Kakšna si ti? Kaj vse sem ti naredila? Kaj vse sem za tebe? In gre se za to, da ko mi povemo nekomu svojo resnico, in resnica včasih boli. Se pravi, je resnica tisto, ko vi pritisnete na neko rano z resnico, se zgodi v drugem človeku cunami čustev in naredi na vas. Komplet vas cunami vam pošlje v obraz. Ampak gre se pa za to,
Ker če jaz vem, da govorim svojo resnico in da sem pri sebi že počistila svoj strah glede sodbe, če sem že počistila svoje občutke manj vrednosti, če sem že počistila svojo samovrednost, stojim mirno in ko dobim ta tsunami čustev v svojo glavo, enostavno rečem, zanimivo, ampak veš, vse to, kar govoriš, ne pove veliko o meni, ampak veliko o tebi. Trije prsti vedno, zmerom kaže, ko nekoga druga obtožujemo, ti si tak, mi govorimo zgolj svojo resnico. To je naša resnica in ta naša resnica zdaj vržemo drugemu v obraz z namenom, da ker mi to vidimo skozi svoje očala, skozi svojo bolečino. Tako da ja, zdaj se res krešejo neke zadeve in kaj nas uči tole obdobje, tele polne lune, pa Mrka, pa na koncu retrogradnega Merkurja, ki bo, ne vem, mislim, da še 14 dni trajal, predvsem to, da sprejmemo resnico. In to ni nič narobe, če sprejmemo resnico, ker resnica vedno osvobaja. Ja, je kruta, je velikrat. Jaz sem nikdar pozabila, ko sem reševala svoj zakon. In tako mi je bilo groza, da se bi ločila, ne. Jaz bi šla, terapijo rabim. Kam ne zvlečem moža na terapijo, ker je treba zakon pozdraviti. Zakon je bolan in sem se ga lotila tako kot otroške bolezni. Veste, ko ima otrok ošpice in zdaj boš pa ošpice pozdravil. Ali pa pade imunski sistem, pa boš okrepil imunski sistem. In ko sem prišla do resnice, da je v osnovi zakon umrl in da v osnovi z vsem tem, kar jaz hočem narediti, oživljam mrtvo truplo in vsakič, ko to truplo se malo zgane, se v bistvu ne zgane zato, ker se oživlja, ampak zato, ker jaz to svojo energijo pritiskam na njega in se nekaj zgane in že mislim, da sem ga oživela. In to je bil v bistvu trenutek, ko se je meni porušilo vse, prav tisto, kaj pa zdaj? Kako bom sama? Kdo me bo obsojal? Kam bom šla? Kje bom živela? Kaj bojo rekli? Ne nazadnje je tukaj zadaj cerkvena zaobljuba, dokler naju smrt ne loči. Veste, zaobljuba. Se pravi, boljše je, da ostaneš v zakonu, ki je umrl, in je bolj varno, da eden umre, v tem primeru bi jaz umrla, kot pa, da izrazim svojo resnico in jaz ne morem več tako živeti. Veste, vem, da je težko, ampak to je bil začetek mojega potovanja. Ampak res mojega potovanja. In če še enkrat pogledam, ja, seveda prizadela sem otroke. Ampak glejte, prizadela bi jih v vsakem primeru. Ampak res v vsakem primeru, ker če bi ostala, bi zadušila sebe, pa bi mogoče postala tako, kot moja stara mama, ki ga je majčkeno popila in postala žleht, vsem je nagajala, enostavno ni v sebi imela nič topline. V vsakem primeru jih bi ranila. Sploh ne bi mogla iti mimo tega, da jih ne bi ranila. In v osnovi sem jih najmanj ranila s tem, da sem se preselila 2 kilometra stran in da jim nudim varen dom in varno zavetje in da me stvarstvo podpira, da jih lahko preživim in da lahko normalno živimo. Sigurno jim več lahko dam s tem, kot pa recimo bi zbolela in bi se vlačila po bolnicah, sigurno več. Tako da, glejte, temu se reče kolateralna škoda. Ja, v vsakem primeru je škoda, ampak kdaj je manjša, kdaj je večja. Srce vam pove, kaj je tisto, kar je za vas ta trenutek najbolj pomembno. Ampak ne se oklepati strahu. Strah še ni bil nikdar pot ljubezni, nikdar pot svetlobe. Strah vedno hodi po poti teme. Vedno.
čustva, ki so čustva svetlobe, so upanje, ljubezen, boljši jutri, zaupanje. To so čustva svetlobe, nikakor ne strah. Tako da, lejte, če delujete iz strahu, vi lahko tako močno meditirate, pa molite, pa izvajate pa ne vem kaj še vse, še vedno delujete iz baze teme, ne iz ljubezni. Tako da ja, današnja tema je zanimiva, veste, se vsakmu nekaj dogaja, vsaki družini je kakšna stvar. So družine, ki so zelo srečne, ki je naven tako sanjsko, da si rečeš, wow, ja, ki začne pa to ven metati, takrat pa pol je pa še bolj na kubika, veste. Tako da, če bo vsak pri sebi čisto ima zadosti dela, sem prepričana, in ni ga človeka, ki nima kakšno stvar za pošlihtati v svojem življenju. No pa da zdaj vidimo. Zdaj imamo Ošutove karte. Boj je prišla ta prva. Opuščanje boja. Opuščanje boja. Kaj je tisto? Lejte, in tale je tukaj gor, nebel, ko se dva grabta med sabo, vidite te dva? Ker enostavno se grabta med sabo. Ko eden obstane in se reče, jaz se ne grem več, tudi če se drugi zaletava, ni več boj. Prišla je naslednja igrivost. Čas je, da žarite, da mogoče kakšno traparijo naredite, da se odanete v mavrične barve, da zasijete. In prišla je obilje. Lejte, vsega ima dovolj. Enostavno živi obilje. In res sem prepričana, da ko spustimo tudi mogoče kakšno materialno zadevo, se nam obilje zgodi. Ne vem, če sem že povedala, po moje sem. Jaz sem po ločitvi se rekla, da se ne bom borila na plečih otrok za preživnino. Se pravi, oziroma tudi za to, kar mi bo izplačal bivši mož. In na koncu koncev to je resnica, zato resnico govorim. Bila sva na socialni in tam na socialni je izgledalo tako, da socialna je kar tako, a res? Sem rekla, no, te dva sta že konektana. In potem bilo pa tisto, ko jaz spregovorim, je rekla, gospa, kako pa vi? Sem rekla, lejte, jaz sem se pripravljena otrokom odpovedati, ker ne mislim prepucavati mojega zakona na plečih mojih otrok. In v tistem so se mi usule solze in gospa, ta socialna delavka, stopi po kozarec vode in v tistem se moj bivši mož obrne proti meni in naredi, a vidiš, ko se greš? Prid domov, pa bo vse v redu. A vidiš, kaj nam delaš? In jaz sem samo pač jokala sem, nisem več mogla. In pride socialna delavka noter in to sliši in pravi, bomo kar zaključili. In kako zaključili, bivši mož? Je rekla, mama, ki se je pripravljena odpovedati svojim otrokom, temu se reče brezpogojna ljubezen. In ja, na ta način sem rešila otroke. No, druga stvar pa je, ker tukaj pa nisem jih pametno naredila, sem pa rekla, da kar on misli, da mi po 25 letih zakona pripada, mi bo nakazal, mi bo dal sam brez tožbe. No, pa sem dobila. Ne vem, če sem že povedala. Eno karto za koncert Andreja Bočelija in 5 listov dolgo ljubezensko pismo. To je pa smešeno, veste. Ja, za premoženje bi se pa mogla dejansko boriti. Pa tukaj sem pa pogrlna na celi črti. Ampak ok, v redu. To je bila moja šola in mogoče za vse tiste, ki ste na nekih razpotih, mogoče šola za vas, da veste, da če v nekem odnosu pridete do točke, tam ni, kakor misliš, da mi pripada. Pač dal mi je to, kakor misli, da mi pripada. Ena karta za koncert. In pol kasneje sem rekla, zakaj mi nisi dal 2? Je rekel, ti misliš, da bom jaz enemu plačeval karto? No, tako. A vidite, dal mi je toliko, kakor sem se takrat cenila. Pač nič, a ne? In mogoče je pametno, da prej počistite svojo samovrednost in če vam zdaj le meče ven vašo vrednost, pač počistite to. Ne? Počistite prvo čakro,
strah pred kritiko, strah pred tem, da vas boste obsojeni, strah, da bo nekdo s prstom kazal na vas, glejte, v vsakem primeru vas bojo obsojali. Normalno, da vas bojo, zaradi tega, ker ljudje se še vedno rajš ukvarjajo z drugimi, pa tisto, a si slišala, kaj se zgodili in tako naprej. Zdaj se meni zaletel, ker so v eni drugi energiji. V glavnem, ni to ta prava energija. Tako da dajte narediti za sebe, zato ker se imate vedno bolj radi, to, da počistite temeljne strahove, boste videli, vse se bo spremenil. No, zdaj pa gremo še na karte prehodu v novo dobo. Stvarnik. Za vse te svetle duše, ki delajo korake naprej, ki se želijo osvoboditi jarmov temnih energij, kaj je ta trenutek sporočilo za njih. Pa da vidimo 3 karte, ki so pomembne za vas. Napredek, pripadnost. Ti si človek, bitje svetlobe, ki deluje v dobrobit vseh. Joj, samo bogastvo leti ven. Pa bogastvo priteka k vam v slapovih obilja in prišla je karta nadangel Ariel. Prosite za vodstvo, nadangel Ariel vam bo usmeril vaše misli, vodila vas bo skozi vaš talent na poti ustvarjanja, da boste dodali svetu svojo vrednost in ta vaša vrednost, to, kar znate delati, vas bo absolutno nahranilo. No, zdaj bom pa še prebrala sporočila, se pravi nadangel Ariel, najjasnovidna sporočila tečejo skozi mojo zavest. Zdaj bom pa tole prebrala. 75, se pravi pripadnost. Jaz sem človek, sem bitje svetlobe, ki deluje v dobrobit vseh. Čeprav je včasih videti, da so me vsi zapustili, se zavedam, da nikoli nisem sama. Vse stvarstvo me podpira. Prepuščam se toku življenja. Obdaja me narava, prepuščam se zvokom življenja. Obdaja me izobilje, jaz sem del velike slike, del mogočnega procesa. Ni dober. In bogastvo priteka k meni v slapovih obilja. To je karta 36. Stvarnik pomnoži vse v skladu s svojim bogastvom in svojo slavo. Napolnjena sem z bogastvi neskončnega. Za vse moje potrebe je poskrbljeno sedaj in do konca mojih dni. Denar je božanska snov, ker je vse iz enega duha. Snov in duh sta eno. Denar priteka k meni z veseljem in v neskončnem toku. Dovoljujem, da sem bogato plačana za svoje delo. Tako da dovolite, da se to zgodi v vašem življenju. Boste videli, čaka vas vse dobro. Ampak ja, največji strah, ki ga imamo za predelati, to zdajle meče ven in dovolite si slediti svojemu notranjemu vodstvu, ki vam govori, ki vas pelje, in to je za vas absolutno prava pot. Tako da uživajte in želim vam vse dobro v vašem življenju, predvsem pa naj se zgodi blagoslov vsega dobrega. Uživajte in ja, držim pesti za vas, da sledite svetlobi, upanju, ljubezni, ne pa strahu. Tako da boste zmogli, boste videli. Uživajte.